Jaz moram zdaj posneti navdih, tako da pet zdaj tam. A boš tle? Dim se odločil, da bo tle. Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In na koncu današnjih navdihov nas čaka en odgovor na vprašanje, kako sta povezani ženska energija in pa obilje. Do takrat pa prepuščam besedo angelom in temu, s čimer nas želijo v tem tednu navdihniti. Tako da poglejmo, kaj je tisto, kar nas v tem tednu energetsko spremlja, navdihuje in nam kaže pot. Prva karta je šestica vode. Šestica vode govori o vprašanjih povezanih s preteklostjo, predvsem z otroštvom in pa tudi z otroci, se pravi na čustvenem nivoju, kaj se vam nekako vleče še iz otroštva. Zdaj, za nami je čas spuščanja, za nami je čas, ko so se stvari nekako ustavljale, ampak očitno je še vedno nekaj v zraku, kar prinaša te energije, kar prinaša te spomine. Tako da bodite pozorni, kaj so tiste vaše mogoče otroška prepričanja v povezavi s čustvi. Se pravi, na čustvenem nivoju, kaj izhaja še iz vašega otroštva in se nekako kaže tudi v odnosih. Se pravi, na nek način zdaj dobivam tisto energijo povezano z tem, kako smo dojemali starše, kako smo stvari gledali kot otroci. In takrat so se tudi določene čustvene travme ali pa spomini zapisali v naš energetski sistem. Druga karta je kraljica zemlje. Kraljica zemlje govori o tem, da si je treba vzeti čas za ljudi in se s tem navezuje nekako na to, kar prihaja iz otroštva, se pravi, kako se te vaši vzorci, ki ste jih na čustvenem nivoju pridobili v otroštvu, kako se odražajo v odnosih tukaj in zdaj. In da dajte pogledati ljudi z neke druge perspektive, z neke nove perspektive, brez teh svojih filtrov, ki jih prinašate s sabo, in boste videli, da so tudi drugi ljudje, da imajo svoje težave, da imajo svoje stvari, da imajo svoje spomine iz otroštva, ki jim mogoče še kje delajo težave, in to bo potem se konkretno odražalo v tem, kako se z ljudmi pogovarjate, kakšen imate odnos do njih, kako jih naslavljate in nasplošno, kako komunicirate z njimi. In pa še tretja karta, dvojka zemlje. Dvojka zemlje pa danes govori o igrivosti, se pravi, življenje jemljemo preveč resno in če tudi v odnose vstopamo na ta način z ogromno ene resnosti, z ogromno enega tistega osebnega tudi mogoče, osebne prizadetosti, potem seveda življenje postaja samo še bolj resno. Tako da, ker imamo tukaj vodo in zemljo, pomeni, da se bojo zelo konkretno stvari čustveno v odnosih odvijale, razreševale, na novo postavljale, tako da bodite pozorni in dajte stvari res na ta način razrešiti, da se pogovarjate konkretno. Ne nekaj generalizirati, ampak konkretno se pogovarjate, govorite tudi o svojih občutkih. Povejte, jaz tako čutim. Povejte, jaz imam zdajle, ne vem, s tem težavo. Ne odprite se, bodite ranljivi in to bo potem definitivno pripomoglo k temu, da se bojo v odnosih stvari drugače odvijale. Se veste, ko pridete z drugačno vibracijo v odnos, se potem seveda to pozna v samem rezultatu. Tako da zdaj pa odgovarjam na eno vprašanje.
tako kot zdaj vsak teden. In sicer takole je napisala Barbara iz Novega mesta. Draga Manca, redno spremljam tvoje navdihe in zapise na blogu in že s tem mi pomagaš, da se bolje zavedam svoje ženskosti. Hvala, Barbara. Zanima pa me, kako lahko več ženske energije pomeni tudi več denarja. O tem večkrat pišeš in te povezave ne razumem najboljše. Lahko prosim pojasniš. Lahko pojasnim. In sicer ženska energija je doma v maternici. Maternica je energetski prostor, maternica je del sakralne čakre in je tudi zelo blizu korenski čakri. Se pravi, ko se okrepi energija v spodnjem delu telesa, postanemo hkrati bolj prizemljeni. Ko smo bolj prizemljeni, takrat potem seveda lažje funkcioniramo v čist zemeljskem, konkretnem, realnem življenju. Tisto, kar se pa še zgodi, ko ženska aktivira svojo maternico in svojo žensko energijo, je, da se odpre sprejemanju. In ko se odpremo sprejemanju, takrat seveda lažje stvari pridejo v naše življenje. 14 dni nazaj, se spomnim, sem bila pri kolegici v trgovini, kjer imam tudi Bachove esence, in je prišla ena punca, ki je rekla, da je trenutno v zelo težki finančni situaciji, da nima denarja, ampak zelo pa rabi nekaj. In sem ji ponudila rešilno zdravilo, ki stane 5 evrov. 10 mililitrov, sem rekla, to bo za prvi tist. In ona, ne, nimam denarja. Z njo je bila pa prijateljica in ta prijateljica je rekla, dajte to, bom jaz plačala. In prvi odziv seveda te punce je bil, ne, ni treba, Bog ne daj, ne. Se pravi, ko je vesolje dalo darilo, ko je v bistvu preko prijateljice želelo pomagati, je bil njen prvi odziv ne. Se pravi, je to odrinila stran, namesto da bi sprejela. Seveda sem jim potem povedala, da je to verjetno tudi eden od razlogov, zakaj nima denarja, ker ne zna sprejemati. Tako da, ko ženske delamo svojo žensko energijo, se odpremo sprejemanju, odpremo se lastni vrednosti in ta vrednost se lahko potem seveda tudi zviša. In ker se aktivirajo tudi občutki pa so magnetični, se namagnetimo dobesedno, zato da lahko privabimo v življenje več obilja. To ni nujno več denarja. To ni nujno, da bomo mi dobili tistih 5 evrov, da bomo lahko esenco kupili. Lahko nam vesolje pošlje prijateljico, lahko nam vesolje pošlje nekoga drugega, lahko deluje preko drugih angelov, ki so okrog nas. In vesolje pozna toliko enih čudežnih načinov, kako nam lahko zagotovi nekaj, da naša domišljija tega tudi približno ne more se izmisliti, zaobjeti, dojeti. In ženska energija definitivno nas poveže z našo lastno modrostjo, z našo lastno intuicijo in z našim lastnim izvorom, da lažje vesolje tudi deluje. Tako da na več nivojih deluje ta povezava med žensko energijo, med maternico in pa obiljem, ki je okrog nas. In del tega bomo naredili tudi v četrtek 7.7., ko bomo imeli ženski večer Zaupaj toku. In Zaupaj toku je namenoma dan tak naslov oziroma naziv tega predavanja, zato ker zaupanje je del tega procesa, del tega sprejemanja. Tako da ja, ko se ženska odpre svoji ženski energiji, ko se odpre svoji ženski esenci, lažje sprejema in zato lahko sprejme tudi več denarja v končni fazi. Tako da upam, Barbara, da sem ti odgovorila na vprašanje in da se je še katera med vami našla v tem. Tako da dajte mi poslati nova vprašanja, jaz jih vse zbiram in potem, ko začutim, da je ta pravi čas, odgovorim na eno vprašanje, tako da če ne ta teden, pa mogoče naslednji teden, ampak dajte mi poslati svoje vprašanja in to vprašanja, od katerih imajo lahko korist tudi drugi. In se bom potrudila in odgovorila po svojih najboljših močeh in z najboljšo možno povezavo. Tako, angeli so torej povedali, da boste pozorni v odnosih. Ženska energija pri tem definitivno pomaga nam ženskam, tako da ko smo me bolj umirjene, smo tudi v odnosih, v komunikaciji bolj umirjene. Upam, da se vidimo že v četrtek z nekaterimi med vami, z ostalimi pa potem naslednji teden v novih navdihih. Lepo se imejte in čau, čau!